Video navodila za izpolnjevanje zapisnika za vrednotenje osebne zbirne mape. V teh video navodilih je prikazano izpolnjevanje zapisnika o vrednotenju osebne zbirne mape v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije. Izpolnjevanje zapisnika je prikazano na praktičnem primeru za NPK Sadjar, Sadjarka ter na podlagi fiktivne zbirne mape izmišljene kandidatke Višnje Sadjar. V dokumentu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola. Glava zapisnika vsebuje podatke o izvajalcu, kandidatu, NPK-ju in se kreira na podlagi podatkov vnesenih v NRP. Za komisijo ta del zapisnika pripravi izvajalec oziroma svetovalec. Komisija preveri pravilnost podatkov. V kategorijo 1A prepišemo točko 2.2 kataloga strokovnih znanj in spretnosti za NPK. V prikazanem primeru za NPK Sadjar-Sadjarka je posebni pogoj sestavljen iz dveh delov, zato moramo biti pozorni, da preverimo, ali kandidat izpolnjuje oba dela vstopnega pogoja. V zapisniku izpolnimo kategorijo 1B in sicer za vsak vstopni pogoj posebej. V kategorijo 1C potem vpišemo, s katerim dokazilo kandidat izkazuje posamezen del vstopnega pogoja, zapisanega v kategoriji 1B. Izpolnjevanje zapisnika v točki 1 je do te faze strokovno-administrativno delo in ga sme opraviti izvajalec oziroma svetovalec v okviru tehnične podpore komisiji. Komisija pa mora skladno z dogovorjenimi kriteriji vrednotiti dokazila in oceniti, ali kandidat s predloženimi listinami izpolnjuje posebne, to je vstopne pogoje. V našem primeru je kandidatka predložila kopijo maturitetnega spričevala in kopijo vozniškega dovoljenja. Komisija skladno z dogovorjenima kriterijema, ki sta verodostojnost in ustreznost, vrednoti posamezno dokazilo za posamezne dele posebnega pogoja. Pri tem si pomaga z opisnikoma kriterijev navedenima v zapisniku. Ob upoštevanju kriterijev se odloči, ali kandidat izpolnjuje posebne pogoje v celoti. Kandidat izpolnjuje posebni pogoj, ukolikor ste v vseh kategorijah obkrožili da. Samo v tem primeru nadaljujete z vrednotenjem ostalih dokazil v osebni zbirni mapi in lahko preidete na izpolnjevanje zapisnika v točki 2.